Kovar, dobrodošli in lepo pozdravljeni tukaj med nami. Pa če se navežem najprej na to, kar je Nataša rekla, katere so tiste odlične specialitete, ki jih dobro pripravljate? Najprej hvala, lep pozdrav vsem skupaj, se pravičujem za zamudo. Stanje na cestah je za pot, ker rabim 20 minut, se rabo uro 10. Kar se tiče teh specialitet, še da imamo premalo časa, da bi jih vse naštel. Je pa tukaj nekaj prisotnih, ki je tu že probat. Ne važe, ki je rekla, da je sam. Ja, kuhanje mi je v hobi, malo me pomirja, pa da se zelo vesel, če tiste, ki povabim, so pa zadovoljni kupije. Se pravi kreativnost. Pa recimo tak tornador v Sini, recimo mi je zelo taka priljubna nekaj dela. Letošnji let imam pa rižot v zastani. Odlično. No, tega tukaj zagotovo nimamo. Danes so pa druge dobrote pripravljene, tako da tisti, ki še niste uspeli, prosim, si postrežite. No, pa preidejo zdaj k tej naši temi energetski. Vi ste, kot je bilo omenjeno, in vsi to znamo, ste eden največjih poznavalcev energetskih razmer pri nas. In če začneva z nekim malce širšim pogledom. Slovenija je del evropske energetske politike in to pomeni tudi, da je del te zaveze po doseganju nizkoogljične energetske prihodnosti. V zadnjem času se zdi, da se formirata dve ekipi v Evropi. Eno ekipo vodi Francija, ki zagovarja, da bi jedrsko energijo uvrstili med nizkoogljične in s tem tudi pospešili gradnjo reaktorjev. Na drugi strani imamo pa Nemčijo, pa skupino držav, ki pa temu nasprotuje. Zdaj, iz tujih medijev je bilo razbrati v zadnjem času, da se Slovenija nekako priključuje tej skupini, kjer je Nemčija. Če to drži, kako vi to komentirate in kako bo to vplivalo na nadaljne odločitve pri gradnji NEK2? Ja, tako bom rekel. Prvo, Slovenija je tako mehna. Jaz sem enkrat v enem članku novembra 2017 napisal najslabih, kar se lahko v Sloveniji privoščimo, da se lepo kopiramo v neko velike države. Zdaj, jedrska, nizkoogljična, ja, ne bom šel nazaj na pariški podnebni sporazum. On ne govori o energiji vetra in sonca, on govori o znižanju emisij CO2. Seveda imajo Nemci svoj interes, pač zaradi tega, ker so bogato več kot desetletje subvencionirali predvsem veter in bi želeli verjetno to tehnologijo rešiti tudi na ostale države, seveda prodajajo tehnologije. Veter in sonce v tem momentu z njima samo s tem dvema viroma. Ni tehnologije na svetu, zdaj, če bi rekel, recimo v roku 2 let, s katero bi lahko elektroenergetsko omrežje s temi dvemi proizvodnimi viri tudi ustrezno balansirali. Zakaj? 2 nepredvidljiva vira, njih hranilnikov, baterije odpadajo. Seveda pri baterijah moramo nekaj opozoriti. Ni isto, če mi govorimo o soncu v Kaliforniji, kjer imaš baterije za 24-urni cikl, ali če govorimo recimo v Sloveniji, ker nekje med 15. novembrom in 15. marcem praktično je proizvodna iz sončnih elektrarn izjemno nizka, zanemarljiva. Slovenija pa ravno, bom rekel, za vetrne elektrarne ni najbolj primerna, razne 3 področja v Sloveniji so, recimo Pohorje, nekaj na Primorsko in tako naprej. Jaz pravim tisto, kar je za Slovenijo problem pri jedrski, kot kolega, moj dober kolega prijatelj, nekdanji minister Vrtovec je dal elektroenergetsko soglasje za drug blok. Tudi ELEC je bil v tem procesu izdaja, ker mi pač moramo dati mnenje, kaj se mislimo. Tisto, kar je problem pri drugem bloku za Slovenijo je, da je 1100 MW za en tak elektroenergetski sistem, kot je slovenski, zelo naporna zgodba. Morate vedeti, da je obstoječi NEK je bil postavljen v času Jugoslavije, ni tipski produkt Westinghousa, je bil Custom-Made, ker je takrat bom rekel, elektroenergetska stroka Jugoslavije ocenila, da bi bil 1100 MW nuklearni blok za Jugoslavijo prevelik. Ko govorimo o NEK2,
z vidika vpetosti v prenosno mreže Krško ima zadostne prenosne kapacitete, se pravi naše, ne za 2, tudi za 3. Problem bo, če se bomo za to odločili, da bo treba zgraditi še 400-500 MW plinskih, verjetno open cycle turbin, kar pomeni, da je treba računati pri sami investiciji približno na 300 milijonov dodatnih investicijskih izdatkov in pa plačniki končnih računov približno 25 milijonov evrov bi imel ELES, takrat, ko bo po zdajšnjih cenah večje stroške, ker ELES mora imeti zakupljene kapacitete v moči največjega bloka, ki ga ima. Se pravi, imamo blok 2, NEK 2, 1100 MW, nekaj se nepredvidnega zgodi in mi moramo v 15 minutah nekje zagnati 1100 MW. Osebno mislim, da je trenutno to, kar poznamo tehnologijo, da veliko se govori o vodiku. Ampak ste kdaj, bom rekel, videli kak dober finančni izračun pa tem vodiku? Niste, ne? Ker ga noben ne upa pokazati, ker to je tako pošastno drago, trenutno. To je tehnologija, ki ni nezrela, nerazvita in vse ne nevojo pilotnih projektov. Tudi ELES sodeluje v 2 konzorcih na to temo. No, mislim, da nam predolg, približno tako rekel, če zaključim. Slovenija je v tako težki situaciji, ker danes ni vidna. Ampak vi morate vedeti, da imamo eno veliko dilemo, kaj je za šaleško elektroenergetiko. Šaleška elektroenergetika ima blazen problem zaradi podatkov zadnje, ki imam, o možnih količinah izkopa lignita iz premogovnika Velenja. Ta količina 2,4 milijona ton. Morate vedeti, da tu bo blazen pritisek na fiksne stroške premogovnika. In gigajoule, se spomnite, 2,25 se je govorili tam 2,8, potem do 2,75. Danes realno pod 6 evrov na gigajoule ne more skopati lignita. In seveda ta cena potem udar na tež, ker je tukaj mehen izkop, ima tudi tež nizko proizvodno, tudi tež doživi fenomen fiksnih stroškov. In potem ta cena s CO2 kuponi med 90 in 100 evrov zadovoljuje. In pri cenah, ki jih lahko vidite na terminski borzi Hudex na Madžarski iz Budimpešta, to je borza, katera je referenčna borza za Slovenijo in za naše cene, se tukaj računamo približno 200 milijonov minusa vsak let, če se predstavljamo to številko. Če pa mi tež ugasnemo, moramo vedeti, da nas tukaj čaka še zakon o zapiranju premogovnika Velenja. Ene, ki se verjetno spomnili, so o tem govorili, to ne govorimo o mestnih danjih, to bilo milijardno in več. In istočasno 40% uvozna prisnost. Ob tem, v tem momentu v Sloveniji ne gradimo niti ene omembe vredne proizvodne enote. Niti ene. Mokrice so najbližje, ampak vemo, da je verjen upravni postopek praktično na začetku pridobivanja gradnega dovoljenja. Ker ste ravno omenil uvozno odvisnost. Gen ima v svojem ustanovnem aktu napisano, da mora zagotavljati čim manjšo uvozno odvisnost z Republiko Slovenijo. Zdaj, kako gre to skupaj s tem, nakazali ste že, če 10 let približno bo tež zaprt. Jedrska energija, kot vidimo, je zdaj nekje ostala zadaj, oziroma gradna NEK 2. Vsaj daje tak vtis, ta vlada in politika, da to ni v prvem planu. A to pomeni kaj, da bomo imeli čez 10 let predvsem dražjo elektriko, če se bo to nadaljevalo, oziroma ste že posredno govorili, ampak še enkrat vprašanje, za vas sploh vprašanje jedrska ja ali ne? No, z tega vidika, tukaj se prej povedal, z vidika znanih tehnologij, je za Slovenijo so samo 2 alternativi. Ob tem, da je recimo konstanta bo rast sončnih elektrarn, potem je pa alternativa za enkrat drug blok ali pa povečana uvozna odvisnost. Povečana uvozna odvisnost. Slovenija nima problema glede kapacitet čezmejnih uvažati elektriko. Vendar tukaj imamo 2 problema. Kaj je v času kriznih razmer? Krizne razmere niso samo tisto, kar je bilo lani, vojna v Ukrajini, pomanjkanje plina. Krizne razmere so ekstremna suša, visoke temperature, ali pa ekstremno mrzlo obdobje, sneg in tako naprej. Smo imeli 2018 obdobje, ko so nekatere države članice EU zaprle svoje, in takrat imaš problem.
Se pravi, ampak pri uvozu treba še nekaj vedeti. Če imamo mi uvoz, potem so v Sloveniji evropske cene. Mi smo pa, ker Slovenija in vse okoliške države, smo v prvi tretjini največjih uvoznih elektrike v Evropi. Kar pomeni, korelacija, smo tudi v območju najvišjih cen. In na to je treba računati. Tako da, bi hoteli hiš, moram reči, nisem bil zadovoljen z nekaterimi izjavami, ki se je dali za medije, včasih dobimo občutek, da misli vsak, ki se vkliče, da lahko nekaj razlaga, da je strokovnjak za energetiko, sem povedal, vodstvo energetske zbornice, ali nimajo pojma o energetike, ali pa noče imeti pojma o energetike. Procen, nizkih cen ne bo. Vem, da to ni lepo, ki se sliši, ampak je dejstvo. No, ta iz te hiše NZS je pred kratkim dala tudi ven eno analizo oziroma študijo, ki kaže, da se bo poraba energije v Sloveniji do leta 2050 kar podvojila. To še dodatno daje nek pritisk na te odločitve. To vi tudi vidite na ta način? No, ta študija, ki je delal dr. Jože Predamen, izvira iz dokumenta, ki se ga je izdelal na 6 mesecev, skrbi z njim dr. Paravana Magistrom Babiča. Seveda ta porast do leta 2050 upošteva tudi elektrolizo, ker Slovenija, recimo, da te razumeli, trenutno 2800 MW moči konično potrebno. Če mi damo 3000, 4000, 5000, 6000 fotovoltaike, mi čez dan tega ne moramo. Bo preveč. In potem bomo mogli ali ugasniti, to, kar se tudi zdaj dogaja v Evropi, da se v Evropi elektrika preveč, cene čez vikend so 0 negativne, oziroma zelo nizke, izklapljajo se vetrnice, sončne in tako naprej. Ali pa to energijo, električno energijo proizvedeno porineš na nek proces in tu zaenkrat je to postrojene elektrolize, pridobija zelenega vodika, njegova hramba, transport in podobno prava. Tako da Jože iz tega izhajal, ker če ti nimaš sončnih, ne potrebuješ elektrolize, ne potrebuješ hranilniku, če imaš pasovno proizvodno, to je recimo nek 2 ali pa recimo zdajšnji tež in tako naprej, potem je in proizvodno in poraba nižja. Tako pa recimo ta zeleni preboj bo napihnil tako proizvodno, kot poraba. Ne razumete, kaj se pravi. No in ravno tukaj, delež pridobljene energije iz sonca in vetra je v evropskih državah, ki imajo tudi jedrsko energijo, se giblje tam nekje v povprečju nekaj pod 20%, če sem prav zasledil. Zdaj pri nas je ta delež 2%. Če prištejemo zraven še pridobljeno energijo iz hidroelektrarn, ki se šteje kot nizkoogljično, še vedno ne dosegamo ovih zavez že nekaj let, ki bi jih morali, glede na raven Evropske unije. Zdaj, kakšno bi bilo po vašem mnenju tisto idealno razmerje med viri posameznih viri? Bom drugače, ko tukaj smo Slovenci preveč sem nežel. Mi smo, ne mi zameti se zastavča, pred kako po domač povedati, mi smo fata morgana za Nemce, kar se tiče nizkoogljične proizvodne. Tega podatka ne pove nihče. Seveda, ker je Evropska komisija štartala na sonce in veter, imamo pa sled procent. Drugače smo pa mi krepko nad povprečjem Evropske unije in mislim, da tu sem jih delal eno analizo, bo tudi danes objavljena, danes me imenujejo za predsednik energetske zbornice Slovenije, pa sem izjavil za medije napisal. Zelo dobro smo pri nizkoogljični, smo lahko na to ponosni. Smo v prvi tretjini tistih držav, ko proizvedemo najmanj elektrike iz ogličnih virov, zaradi tega, ker je Trbovlje zaprt, Klinska praktično, če je ekstremno visoka cena, pa še ele zahteva zagon, te je to relativno malo in tu sta dva odlična podatka. Seveda, tukaj se je rekel, nismo pa naredili nič na razprašenih virih. In zakaj 20? Še en podatek je zanimiv, ne, če si to gledal, ne? Če gledaš Eurostat podatke in iščeš delež obnovljivih virov vetra in sonca v strukturi in potem greš gledati končne cene električne energije v teh državah, boš ugotovil, da je
korelacijski količnik na 0,25,1. Se pravi, več, ko imamo tega, višja je končna cena. Kdo ima najvišjo ceno v Evropi? Danska, Nemčija in tako naprej. Zakaj? Zato, ker se v zadnjih 15 letih ekonomsko ni splačala niti ena investicija, katera ni bila bogata subvencionirana. Poglejmo Hinkley Point in Glede. Se nisem bliže tako nori, da so za investitorja podpisali 25-letno pogodbo po, mislim, da je 125 evrov megavatna ura. Takrat, ko so bile na borzi, cena 40-50. Tisto, da se zdaj vrnemo na 20%, v Sloveniji si lahko privoščimo in Eles obvladuje omrežje tudi zaradi investicij, ki smo jih speljali v zadnjih 3 letih in taki sinhrogrid. Ne se ga spomniš, dan je bil zaključk, s tem mi v bistvu držimo napetostne profile in smo 100% vozno odvisni, brez da kjer elektrarno v Sloveniji dela, seveda je zdaj cel let. Do 1500 lahko brez ostalih. Ja? Se sliš, ne? Ja, se sem. Do 1500, recimo, mi zdržimo moči, da se zdaj prvošmo, bom rekel, teh strašenih virov. Ukaj pa tudi preseže, potem pa moraš, bom rekel, v mrežje dodajati dodatne naprave, kot so statkomi, SVC in dušilke, kompenzatorji. Se pravi, vsega, pa še nekaj je pri obnovljivih virih. In ne pozabimo na strateške rezerve. Bolj, ko mi ugašamo pasovne klasične elektrane, več, ko imamo teh nestanovitnih, bom rekel, več moš imeti strateških spečih rezerv, ali tukaj imamo v Brestanci, ker takrat, ko ni, moš od nekaj elektriko pognati. Seveda, te strateške rezerve imajo tudi svoja pomembnost v primeru, da pride do krize in do motenega delovanja enotnega evropskega trga z elektriko. No, vi na Elesu ste, mislim, da zdaj v zadnjem času enkrat ste dali ven tudi eno podatek, oziroma študijo, koliko fotovoltaike pravzaprav lahko prenese Slovenija. Lahko to delite z nami? Ja, še da se to je javno objavljen dokument, koga zanima. Mi smo tudi, jaz sem avtonal v mojem ekipi leta 2020. In sicer smo mišli celo Slovenijo počasati, kje so lokacije, kjer bi bilo možno, bom rekel, postaviti velika polje, in potem smo jih optimirali, zapravo smo delali stopenjsko selekcijo. Prvi kriterij je bil najhitrejša, bom rekel, povezljivosti s prenosnim sistemom, tudi z vidika, bom rekel, prostih kapacitet. Druga je bila normalna, lokacija mora biti taka, da da ustrezni capacity faktor, da je ustrezna učinkovitost tazga, bom rekel, velikega polja, tako da smo na koncu prišli do 1000 MW teh velikih, po kriterijev najbolj optimalnih relacij z prenosnim omrežjem. Veste, kaj je tukaj glavni problem? Če mi ne bomo nekaj korenito spremenili na področju upravnih postopkov, pridobivanja gradbenih dovoljenj za postavitev ali plinovodov ali pa kablovodov, od teh polj do prenosnega omrežja mi nismo sposobni do leta 2030 čisto več. Poprečni postopki treba 5 do 10 let, plus tega treba vedeti, treba najti investitorja, nekdo se mora odločiti, mi lokacijo pripravimo, jo povežemo s prenosnim omrežjem, nekdo morate investirati. Pa mi povete, kje bo investiral, ko bomo rekli, veš tam enega 2032 boš pa dolgo, bom rekel, boš pa lep priklopil. Poglejmo se en primer, kako je to okult, jaz sem zmeri na vseh simpozijih to podarjam, to je glavno tveganje, da nam na zelenem preboju ne bo neč uspelo. Renča, severna Primorska. Eles pred mojim prihodom je zgradil, da novod Divača Nova Gorica, 60 km postavljena, vmes 2 km manjka. Ker pač tam niso bili zadovoljni z nobeno varianto, ne prosto zračno, ne kabel, nič. Cela severna Primorska je bila napajena samo po enem delnovodu. Raj ne razmišljam, kaj bi bilo, če se bi kaj na tem delnovodu naredili. Od 2009 smo aprila leto zmagali. No, zdaj pa še štete kupiti to. Za 2 km. Da se to predstavljate, pa precelite na vsa ta polja. Ker se zmeri najbolj iniciativa, ker ima vsaka nekaj ni všeč, nekomu tudi všeč, da pač na tej trasi ni njegove predsede, pa ima za tega kar tudi nemo.
To imamo glavno. Po vsem tem povedanem, da bi lahko pol z gotovostjo rekli, ne, da odlašanje odločitve o gradnji NEK2, da prinaša v prihodnosti dražjo elektriko, dražjo vladno, če se bo enkrat zgodilo večjo uvozno odvisnost. In pravzaprav, kaj pa potem po letu 2033, ne, kako bomo nadomestili 1 giga pasovne energije, če ne bomo imeli recimo nadomestka za T6. In kako bo to vplivalo na slovensko gospodarstvo? Vemo, imamo precej podjetij, ki so energijsko intenzivna. Tukaj je prvo vprašanje, kaj bo že cena elektrike. Kaj bo v bodoče, bom rekel, referenčna cena oziroma cena marginalnega proizvajalca. Dobro, da se tule ne spomnim. A se spomnite lani, da je bilo ful v medijih govora, pisanja o neki formuli, po kateri se oblikujejo cene v Evropi. Ta formula ne obstaja. Obstaja pa nekaj drugega. Pravila trgovanja, da se cena na borzi praviloma oblikuje po stroškovno najvišje proizvajalce. In tu so bila plinske elektrarne, praviloma prvega tipa. V prihodnje, jaz razmišljam, da bojo marginalne enote nove nuklearke. Tukaj imamo smolo, ne? V svetu je renesansa jedrske energije, naročila se množijo, začela se pojavljati vrstni redi, se pravi, boš mogel plačati nekaj vrste varčen, da sploh prišel na spisk. Cene tehnologije se višajo, ne mislim, da bo nuklearka v Krškem blok 2, 1100 Westinghouse med 9-11 milijard, tisti, ki so govorili 4 pa 5, pa take, to je tako rekel za ponoč, če se ti lepo sanja. Ravne cene so te, plus tisti treba prešteti še plinske reko. Še dodatno problem pa je, da je na svetu omejeno število, bom rekel, sposobnih ekip, projektnih skupin, ki postavljajo novo nuklearko. V Sloveniji tega kadra nimamo. Ni isto obratovati z nuklearko, kot narediti novo nuklearko. In mi te ekipe imamo. En podatek zelo zanimivo, prej sem omenil Hinkley Point, 12,000 delavcev na tem objektu, ki je bil en kolega na obisku, je rekel, 3,500 jih je samo armature vezal. Tukaj to bilo malo zaprosil. Kaj nas čaka? V vsakem primeru nova nuklearka bo ustegla poprečno stroškovno ceno slovenske proizvodnje. Če pogledamo leto 2023, imamo mi v Sloveniji poprečno stroškovno ceno približno med 89-93 evra na megavatno uro. To ceno blazno vzdiguje TEŠ, izjemno jo pa zbijata NEK in pa Dravske elektrarne, ki so dejansko Dravske elektrarne so res zadika. Se tu si rekel, vsak podatek pogledam, ne more dovoljno to, da sem kako skrivnost izdal, njihova stroškovna cena je 20 evrov. Smo v drugi strani pa odtešna. Tako da pridemo, kada imamo povadovska, pridemo pa na tam. Na 100, potem pa recimo tudi Savske, Soške, spodne Savske, vse tu zbija poprečno stroškovna cena. Še nekaj je pri težo zelo pomemben. To je velika dilema za Slovenijo, ker veste, zapred, prej se rekel 2033. Če bo problem z lignitom, jaz mislim, da do 2033 se držati, se ne more, ker bo tega ne plačati. Na podrugi se moramo povedati, da je Slovenija, vlada, pa vse, da ga upravlja s tem, 100% naslednji poslednji teža. In danes je strošek CO2 kupona višji, kot je vsi ostali stroški teža. Ta denar moramo vedeti, da država dobi na drugi strani podnebne strani. In je z velika država operacija neutralna. Samo nekje se prikazuje kot blazen problem, na drugi strani bom rekel pa ga lepa radosti, ker potem ta podnebni sklad se lahko gledate, kako so sredstva podeljena. To je recimo, ker ni v Evropi, niti ena država v Evropi nima dve največje enote, ki predstavljata približno neko 50-60% proizvodnje. To je izjemna izpostavljenost, ker imamo tež pa nek, ne? Pa še en problem imamo Slovenija, Eurostat
NCOE, se pravi, NCOE, Evropsko združenje sistemske operatere, Eurostat, statistika Evropska, nas pravilno prikazujete kot neke izvoznike. Zakaj? Ker 100% nuklearke šteje, ne? Drug problem. Prej sem govoril tole še, recimo, v obdobju moja napoved je taka, moči in proizvodnja iz predvsem sončnih bo naračena. Tež, če bo tako šlo, so zaprl prej. Nova nuklearka, tukaj govori o 10 letih, pa smo mi res perla, ker to v Evropi tukaj ni šlo v zadnjih 30 let brne redu. Recimo 2038, kaj pa vmes? V vsakem primeru vozna odvisnost, ampak mogli bomo postaviti plinski, prej sem že povedal plinske enote, prej sem povedal tudi za tudi za balansiranje teh obnovljivih virov v prvi tretjini življenjske dobe, pač bi te plinske uporabljale klasičen plin. V drugih dveh tretjinah pa če bo razvoj obnovljivih virov šel v smeri, ki smo recimo tisti študij načrtovali, se potem v teh uporablja zeleni vodik. Generalno pa v bistvu služi tudi kot strateška rezerva za primer premočne krizne stanje. Zdaj, cene se bomo zvišali. Moramo še nekaj vedeti. Če vi pogledate račun, so dve komponente, na katere bo zeleni razvoj vplival. Ena je 2 plus še ena. Cena elektrika kot taka in pa potem cena omrežja. Morate vedeti, da brez omrežja ni nič. Džabe ti je postaviti sončno, če nimaš potem. Se pravi, mi še nismo prišli do točke, ker bomo začeli govoriti, za koga treba povečati omrežnino za elektrooperaterje, za ELS in za SODO. To je bilo moje naslednje vprašanje, kaj pa prenosno pa distribucijsko omrežje, kako bo sledilo tem trendom razvoja pri nas? Kaj vse je treba narediti recimo v naslednjih 10 letih in na koncu, kaj bo to pomenilo na položnici? A znate oceniti tudi, koliko procentov recimo se bo v naslednjih 10 letih dvigala položnica prav zaradi omrežja? Položnica je zdaj problem, ker bo neko odvisno, kjer element naraste in potem to vpliva pa na končno. Jaz sem enkrat že eno imel prezentacijo pred 2 leti, kjer sem ocenil, da bi bilo treba omrežnino povečati za 35%. Omrežnino za obadve. Kar se tiče omrežja, ELS ima izjemno močno omrežje, relativno imamo največje čezmene, smo ga nagradili s certificiranimi napravami, da obladujemo vse te napetostne profile in smo pripravljeni na zelen prehod, seveda zdaj smo začeli s projektom Green Switch, najboljši projekt Evropske unije, v letu 2022 edini, ki je prejel nepovratna sredstva, 79 milijonov, ravno v podelku vam je velik dogodek v Kopenhagnu, ki ga pripravlja Evropska komisija, in pa to projekt, ki ga ELS koordinira, zraven so pa še slovenske firme, distribucijske in pa avstrijske Kelak in pa hrvaški HEP. S tem bo recimo ta del zaključil, da po glavnino sredstv za investicije do 2031 planiramo ravno na področju priključevanja velikih pol obnovljivih virov. Ampak tukaj ni problem narediti ta priključni vod, to je 1 let. Problem je prej. Še ena druga tema, vi na ELS-u vodite oziroma imate tudi projekt trajnostne mobilnosti, kjer boste postavljali infrastrukturo polnilnic za električna vozila. V kakšnem statusu je ta projekt oziroma kako napreduje? Imamo 2 projekta, EOS in pa Pentla. 14 dni nazaj bi v parlamentu sprejet zakon o uporabi alternativnih goriv v prometu. ELS je dobil novo gospodarsko javno službo, plus še nekaj naloge, ki so preletele v obdobju dajanja nad maja. Mi ne glede na ta zakon, imamo razgovore predvsem z DARS-om, ker Pentla je za ta, naš avtocestni mreže. ELS-ova naloga je pač, da pripravi vse potrebno, seveda mora pa ELS ne bo investiral. ELS bo isto investitorje.
In Eles bo določil lokacijo in Eles bo imel nalogo, da dokaj pripelje elektriko. To je glavna stvar. Ampak tukaj smo z Darsom že kar nekaj naredili. Problem bojo bolj, več problem vidim v urbanih okoljih. Danes je bila stihija, vsak postal tak misli, da je fajn. Če ne bomo usvojili koncepta, ki smo ga mi predlagali že pred 4 leti in sicer, tem, ki smo čez dan, in tu smo praviloma v službi, tam mora biti izjemno močna pravilna infrastruktura. Zakaj? Če tu povežemo s soncem, bo čez dan ogromno viško elektrike in takrat ti filaš v avto. In ko prideš domov, se preklopiš in potem imaš recimo dinamične tarife, bom rekel, ustrezna platforma in lahko en del te elektrike vračaš nazaj v mrežo. Se pravi, da so baterije avtomobilov lahko nek prehodn krmilnik. Če pa bomo tako delali, da bomo prišli vsi domov, pa vsi štekali, bo pa mreže početno. Še veliko hujša nevarnost je, zato imamo tudi en projekt Kodo, kjer delamo na medsektorskem povezovanju. Še večja nevarnost za elektroenergetsko mreže, kot so e-polnilnice, so pa toplotne črpalke. Poglejte, vsi smo nekna država, približno temperature, če odmislimo, da dol Primorje pa Gorle, recimo Primorje, vsi ostali smo nekje v nekih istih temperaturah. Pa vi predstavljate, po zim pridemo vsi službo, vsi imamo naštelan, ko je že timer, in nam vse v petih vseka na polno moč. To vsem tako ne. In to je recimo tisto, kar tistih 34-35%, ki sem rekel, bo treba predvsem vlagati na tem distribucijskem omrežju. To omrežje ni bilo grejeno za, bom rekel, take, bom rekel, pričakovane razmere, ki bojo. Za take moči. Kaj pa ta odločitev po letu 2035 ne bi več imeli prodaje novih avtomobilov z notranjim segrevanjem? Zdaj, če se to res uveljavi dokaj še nekaj časa, bo naša infrastruktura dejansko lahko sledila v teh 15 letih, 12 letih? Temu popraševanje? Seveda. Tu mora tudi koštanka, ki smo šli, kako je res. To je nora gobe, da bi to rekel. To je nezemljiv. To je nezemljiv. Ja, hvala za neposrednost. Okay. No, za konec, recimo, kakšen nasvet za podjetnike, tukaj večina nas sedi, ki tudi plačujemo elektriko tako ali drugače, pa pustimo te dolgoročne napovedi, ne? Kaj bi vi svetovali tistim, ki so zdaj recimo pred podpisom neke nove pogodbe za naslednje 2 leti, 3 leta? Enostavno morate biti pozorni. Kaj se bo dogajalo na področju, kaj se bo dogajalo z vojno v Ukrajini in kaj se bo dogajalo pri oskrbi s plinom. Zdaj za enkrat, če greste, sem vsaki tak se zbudim, te borze pogledam, zdaj je izrazit negativni trend. In bom rekel, kratkoročnih produktov, se pravi mesečnih, kvartalnih, in tudi padajo futuresi za 2-3 4-5-6. Vsak se mora predvsem vprašati, koliko je stroški elektrike in ko ugotovi, da lahko pri neki ceni, ki trenutno je lek dobi, podpiše. Seveda imaš šanso, seveda lahko objokuješ, da bi bile cene še niže, ampak le se ti pa tudi ne bi kontrakt, kako se naredi marsikomu leta 2022. Čeprav bom en podatek. Jaz sem lani predvsej delal na to temo, kaj narediti, v bistvu, če pride do hudih problemov. Pa niti ni bilo problem cen v prvem planu, je problem bilo tako sploh, ali bomo sploh imeli plin pa elektriko. Šele potem smo se sprašvali po kuk. In 100 največjih uporabnikov na distribucijskem omrežju leta 2021 v primerjavi se pravi leto 2022. Izločen Petrol, izločeno vse državne firme, kot so tako nekaj vrste državni monopoli,
pridemo do 54 firm. Te 54 firm je imel po podatkih, ki smo jih pač dobili iz GVI-na, ki so že objavljeni, je imelo v letu 2022, glede na leto 2021, za preko 20% više dobička in za približno 17% više prihodka. Pa vi mi zdaj povete, v čem je hec. Seveda so pomeni firme, ki so pa ostale odprte in so kopale tisti pošastno visoki cen, ker bih razloga, da so bile cene po 800, 900 pa 1000 ni bilo, ker stroški niso šli gor, razen preplinskih. V Sloveniji je še ena stvar, največ brema. V Sloveniji je plačala slovenska energetika. Prejšnja vlada je sprejela ukrep februar, april, ene se spomne, se ne plačuje brežnina, to je šlo 100 milijonov. Približno 500 milijonov sta imela pa stroško GEM pa HSE zaradi kritih nakupov, ker kaj se pa ni naredilo. Obada, ker elektrika se zmeri je prodajala naprej, par let, 2 let, 3 let. In oni so pa dali elektriko 20-21, po nekih cenah. Pa ni bil problem cena tukaj, kot je bil problem količina se pa dali. Količino so pa izhajali iz povprečja za nazaj in plana za naprej. In kaj se je naredil? Lani smo imeli v Sloveniji rekordno, v zgodovinsko najnižjo proizvodnjo s hidro. Nihče ni pričakoval problemov, da bo tež tako malo naredil, pa še tista nuklearka in mesečen remont in oni so, recimo, če so mogli te kritne nakupe delati, če so hočeli izpolniti pogodbo, so ne podpisane. To je po mojem cen približno 500 milijonov. Seveda so pa tudi nas do gospodarstva se tudi imel tudi težke dela. Ampak zelo različen. Še en podatek. Lani smo bili malo več kot 30% uvozno odvisni in 98,7% vseh ur v letu. Veste, ko ti gledaš trgovanje, ni pomembna letna bilanca. Trgovanje je pomembna urna bilanca, ker trguje se ura, predvsem na 15 minut. In ta podatek je problematičen. Čeprav pa zdaj, smo pa že 14 dni zaporedoma uvozno, smo pa izvozniki, imamo pa presežke. Ker je blazna proizvodna s hidro, se pravi ravno obratno od lani, in tudi tež sicer na zniženi moči deluje in nuklearka deluje na polni moči. Tako da elektrika je vas. Se pravi, tisti, ki se ni na 100% zaprl, zdaj kupuje zelo poceni na DH, trgih pa na spotov. Tako je težko to reči. Kup. Jaz pa vsak se ne pa sebe računa, če mu matematika domača kaže, da se mu izide, naj ne špekulira, pa upa, da bo še nižji. Ker jaz pravim, nekje pri 100 se bo dolgoročno 100-120, tukaj noč se bo sukal elektrik. Pustimo pa, da še zraven pride umrežnina, trošarina, prispevkov, da se potem naprej. Gospod Mervar, lepa hvala za ta pogovor, za vse informacije. Zdaj pa bi jaz še predal besedo, če ima kdo od obiskovalcev vprašanje. Če nima, potem pa vas še enkrat lepo pozdravljam, želim vam vse dobro in seveda tudi čestitam ob današnjem imenovanju. Jaz pa moram reči, da sem vesel, ste me povabili, mi je v prenos, slokam kar nekaj kolegov nad vami, tako da ne glede kaj, kdo piše, da znam najti, tako že pisal, da znam najti politično dobro. Jaz sem se zmeri družil s tistimi, ki sem jih cenil, če se sejem kakšne politične barve